Jaz bi ponovno pozdravil veleposlanika Romana Kerna in ga vprašal, če smem, z eno osnovno zgodbo bi začel. Mene je nekdo vprašal enkrat, ko sem izdal svojo prvo knjigo, a ti do tega treba. No, jaz bom pa vas vprašal, zakaj ste pa to knjigo napisali. Zakaj ste se sploh odločili, da knjigo napišete? To, da veleposlaniki pišejo knjige, je običaj v slovenski diplomaciji v zadnjih letih. Ampak ne glede na to, tako da velik knjig pa nismo vajeni. Zakaj ste se sploh odločili, da knjigo napišete? Najprej moram iskreno priznati, da resnično nisem razmišljal o tem, da bi napisal knjigo. Potem pa, kot je v življenju, tako spet okoličin človeka vodi za nekemu premisleku. Ta moj premislek je obstal na točki, ko sem videl, da sem vse bliže koncu svoje aktivne kariere, ko človek ne razmišlja več toliko o prihodnosti, ampak o preteklosti, o prehojeni poti. In seveda potem, če govorim o tej karieri, kot 40-letni karieri diplomata, sem se spraševal, ali je to tisto, kar sem pričakoval, ali je to tisto, kar sem si zastavil v svojem življenju. In seveda ne, zdaj od tega je pa samo korak naprej od tistega, če hočeš narediti na inventuro svojega diplomatskega dela, da narediš inventuro diplomacije, slovenske zunanje politike. Jo je pa niz neposrednih povodov, ki me je še bolj peljal v to smer, da se moram izpovedati, da moram nekaj več povedati. Ker sem videl v teh 26 letih mnogo tega pozabljenega, nekaj tudi ni naučenega. Videl sem, da se v praksi zunanjega ministrstva pojavljajo neki zdrsi, ki niso sistemske narave, ampak so zdrsi profesionalne narave. Seveda, bili so pa tudi neki sistemski manjki. In ko je vse to v meni dozorevalo tam nekje leta 15, sem tudi ugotovil, da je ambicija slovenske politike dokaj nizka. Takrat so bile razprave o novi strategiji. Jaz sem videl, da je raven teh razprav, intelektualna raven, strokovna raven bila dokaj nizka. In seveda, vse to me je potem motivalo k temu, da bi moral nekaj zapisati. Zdaj, jaz sem se to tako zastavil, da sem ta svoja diplomatska popotovanja, ki so na en način potencialno zanimiva, zato ker zajemajo različna obdobja. Od jugoslovanske diplomacije do mednarodnega sodelovanja Slovenije, do zunanje politike pred osamosvojitvijo, po osamosvojitvi glavnih menikov slovenske zunanje politike. To je o tem, kaj diplomacija dela. In sem dobil neko potrditev že od tistih, ki so doslej uspeli knjigo prebrati, da se jim resnično odpira eno svet. Jaz mislim, da je to za širšo javnost nekaj zelo pomembnega, vrednega, da lahko prepoznajo obseg in vsebine diplomatskega delovanja. Seveda v diplomaciji pa ni samo kaj, ampak je tudi kako. In opisoval sem potem seveda, kako pa diplomacija deluje na delu. Kajti v tem se seveda razlikuje samo bistvo uspešne ali pa neuspešno zunanjo politiko in diplomacijo, kako izvaja te naloge. Zdaj, če to dvoje združiš, potem to pomeni, da lahko nasloviš en širši krog bralcev. Jaz sem to pisal predvsem zaradi tega, da bi to neka zapuščina v tej mladi zgodovini slovenske diplomacije nekaj ostalo, predvsem za tiste, ki so že v diplomaciji, kot mladi diplomati, ker iz tega lahko povzamejo neke nauke, pa predvsem za mlade, ki še vstopajo v svet diplomacije, zato ker to neki odstre neke tančice z področja dela diplomacije in jih mogoče na ta način tudi opogumi, da stopi na pot karierne diplomacije. Jaz pa upam, da glede na vsebine, ki se jih dotikam,
da bo to zanimivo tudi za del strokovne javnosti, kot neko dopolnilo, kar tistemu, kar predstavlja neko razumevanje sveta, razumevanje položaja Slovenije v času in prostoru, kjer smo doslej doživljali svojo državnost. Skratka, neke vrste, kako ne rečem, življenjska inventura, teh 40 let, več ali manj diplomatskega udejstvovanja. Vem, Ljubljana, Beograd, Rangun, potem slovenska diplomacija, Praga, slovenska diplomacija, Dunaj, potem New York, potem spet slovenska diplomacija oziroma centrala na Prešernovi, Washington, Haag. Ko je po vseh teh, bom rekel, različnih multilateralah, bilateralah, teh drugačnih izkušnjah in tem vsem bogatstvu človeku, ki mora na koncu postaviti piko in narediti inventuro za nazaj in reči, to je bilo dobro, to ni bilo dobro. Konc koncu ste bili del tega. Torej, nekako sami sebe ocenite, to je težko. Ja, jaz moram reči, da z dokaj mirne vesti sem odšel iz aktivne službe, ker sem vstopil v to službo z enimi visokimi pričakovanji, z visokimi ambicijami. Seveda mora za tem stati en sistem, ki to omogoča, da potem to takšno vlogo svojo upravlja. Ampak jaz se spomnim, da sem v slovenski diplomaciji skozi moje vrata je biti šel mladih upravnikov ali pa tistih tudi še študentov, ki so želeli stopati na pot diplomacije. Jaz sem vsakogar vprašal, zakaj to želite in ali resnično želite. Ker tisti, ki nima potrebne motivacije, ki nima razčiščene jasne predstave, kaj pomeni biti v diplomaciji, delovati v diplomaciji, to je lahko vir kasnejših nesporazumov, tudi kasnejših stranpoti, težav in je bolj, da se s temi osnovnimi vprašanji človek sooči takoj v začetku. Kot sem rekel, jaz sem sam imel vedno visoka pričakovanja in s takimi pričakovanji sem vedno tudi vstopal v vseh fazah slovenske zunanje politike. Se vem, da je težko, ampak če vas vprašam, če si iskreno, kje ste se počutili najboljše? Kaj je tisto od vseh teh lokacij, ki si jih menil, ki ste imeli, kjer lokacija vam ga najbližje, oziroma katero delo, kakšna vrsta multilaterala, bilaterala, srta, kaj imate največ? Torej, tudi v strokovni javnosti, v diplomati mora biti eno jasno razumevanje, da diplomatsko delo predstavlja delo v notranjosti in zunanjosti. Tisti, ki tega ne prepozna, diplomacije se ne da upravljati zgolj v notranjosti. To se pravi, da je tujina sestavni del tvojega delovnega procesa. Jaz sem imel mogoče to srečo, da sem precej tega v tujini doživel in preživel. In če bi zdaj, jaz sem se vse dobro počutil, upam, da tudi moja družina. Če bi pa moral izdvojiti, bi pa izdvojil mogoče dve prestolnici. Prva je vsekakor New York. Jaz ne skrivam, da sem po duši, po srcu bolj multilateralista. Ampak New York človeka fascinira tako z dveh vidikov. Zasebno, ker je to enostavno mesto s tako dinamiko, da sem dejansko, šele potem, ko sem bil tam, dojel resničnost tistega reka, ki pravi, da New York najprej sovražiš, potem ga vzljubiš, na koncu ga postaneš od njega odvisni. Neverjetno dinamiko na to mesto, ki te ne naredi ravnodušno tako. Seveda, z profesionalnega vidika pa je to sedež multilaterala. To je mesto, kjer seveda deluje vrhunski diplomati. Tam sem videl najmanj političnih veleposlanikov. Moram reči, da tisti, ki so bili politični, so bili neverjetno strokovni, profesionalni in motivirani za delo. To je edini kraj, kjer sem se jaz počutil kot predstavnik majhne države, enakovreden vsem drugim diplomatom. To je edini kraj, John Bolton je prišel enkrat k meni, zdaj je postal national security advisor. Kar ni bilo običajno, jaz ne vem, če ste kjer videli. On je prišel k meni na obisku pisarno, tega se zato spominjam, zato ker smo ga čakali na glavnih vratih, pa je prišel preko tovornega degala.
zaradi varnostnih razlogov. John Bolton je bil človek, ki je rekel, da bi moral zadnje naslope Združenih narodov porušiti. Ampak, veste, isto diplomacije je to, da ti spoštavš normalne kanale komuniciranja z vsemi ljudmi, z vseh prepričanj in z vsemi interesi in stališči. V New Yorku si lahko enakovredno komuniciral z vsemi diplomati, predstavniki vseh držav. Domet tvoje uspešnosti ni bil definiran z velikostjo tvoje države, ampak s prodornostjo tvoje lastne volje, intelekta in interesa, motivacije, zato da nekaj dosežeš, kar se v New Yorku imenuje skupno dobro. Globalni interes, skupno dobro. Seveda je umetnost, jaz pravim, da je multilateralna diplomacija je višja raven prepoznavanja tudi nacionalnega interesa, mogoče da bi poslej malo bolj precizirali, kaj ste mislili. No, druga taka prestolnica pa je bila Praga. Prvi zato, ker je to bilo v bistvu v času slovenske diplomacije prvič in zadnjič, da smo bili cela družina tam. Posnej je narava diplomatska dela taka, da se družina razvoji zaradi šolanja in odraščanja otrok. Ampak to, kar zdaj pravim, zakaj mi je Praga pri srcu, sem jaz ugotovil šele na koncu svojih diplomatskih postaj v Hagu. V Hagu na Nizozemskem sem namreč ugotovil, moral sem upraviti za svojo vizijo. Ugotovil sem dejansko, da obstaja stara Evropa in nova Evropa. To spoznanje je bilo grenko in zato danes tem bolj cenim svoje slikovanje v Pragi, kajti Prago smo mi videli, Slovenci, upam, da je tudi še danes vidimo, kot nam najbolj prirodno, kot partnerico, zaveznico, in šli smo iz istega geopolitičnega prostora z istimi problemi, in kar je pomembno še za istimi ambicijami, za istimi zunanje političnimi interesi. Vse, bom rekel, zvezde so tako stale, predpostavljeni državnem povedu, so stale tako, da bi Češka morala postati naravni zaveznik. Zdaj, kaj pa tisto, kar se je tudi meni Praga priljubila, to je slovanski svet. Ko človek potuje po svetu, so tri plati, tri ravni bivanja. Eno je profesionalno, eno je, bom rekel, isto službeno, tretje pa zasebno, intimno, privatno. V Pragi smo se počutili doma. To je, bom rekel, temu bi že rekel skupni kulturni prostor. In seveda, danes se jaz ne bi odrekel tudi Novi Evropi, če to pomeni, da to predstavlja skupaj držav, ki delijo, ne samo skupno zgodovino, zgodovinsko izkušnjo, skupne ambicije, skupne vrednote in interese. Dejstvo, da seveda posamezne vlade lahko prinašajo drugačni vrstni red, tega dejstva ne spremeni. Vprašanje je zavezništev in partnerstva. Da ste ga že načeli. V knjigi na strani 115, na osvajanju pišete, da je ob začetku vzpostavljanja slovenske zunanje politike, oziroma po temu, kot druga rečejo, nič, začelo nekako bilo to vprašanje neodgovorjeno. Kdo so naši partneri, kdo so naši zavezniki? Delno sem na to odgovoril, ker sem se vprašal, danes imamo kar nekaj izzivov s tem vprašanjem. Nova Evropa, stara Evropa, transatlantski odnosi, Bruselj. Skratka, kdo so dejansko, po vašem mnenju, tisti, kdo so naši partneri, kdo so naši zavezniki, oziroma kdo bi morda morali biti naši partneri, kdo bi morali biti naši zavezniki? Nažalost je to ena stvari, ker naša zunanja politika tava, a ne potem tak negotov čovn, ker bi partnerjev si ne moreš, bom rekel, si jih ne moreš misliti, ne moreš si jih samo želeti. Partnerstvo je seveda rezultanta, in strateška partnerstva še sploh, je rezultanta večjih faktorov. Nedvomno je prvi faktor je geopolitika. Geopolitiki niče ne morajo držati. Geopolitika pomeni, da si ti v nekem prostoru, obdan z nekim prostorom, to je treba vsaki zunanji upoštevati.
Zavezništvo tudi predpostavlja skupnost interesov in vrednot. Težko boš na dolgo roko vzpostavljal zavezništvo državo, ki ne deliš teh skupnih vrednot. Lahko govorimo seveda o obsegu, a gre za deljene vrednote ali enake vrednote, ampak nek skupni varovalec v interesih in vrednotah mora biti. Seveda temu dodamo tudi en svoj lastni premislek, kaj je tisto, kar si mi želimo. Ampak napaka slovenske politike je bila pretežno vedno ta, da smo mi vedeli, kaj nočemo, kot Petrič vedeli, nismo hoteli, da nismo želeli Balkana in vzhodne Evrope, tega nismo hoteli, nismo pa točno vedeli, kaj bi mi želeli. In to nas preganja v bistvu še zdaj, v tem času, ko govorimo, čeprav temu ne bi smelo biti več tako. Zlasti potem, če smo se zavestno, v polni zavesti, leta 2004 odločili za članstvo v Evropski uniji in za članstvo v Transatlantski zvezi. To pomeni tisto obkroženje, tudi geopolitično, kjer bi morali mi deliti vse dobro in slabo, naše interese in vrednote. In to je tista kritična točka, preko katere mi niti dan danes še nismo zmogli narediti. Veste, govoriti, da bomo mi strateški partneri z eno veliko Francijo ali Nemčijo, to se lahko sliši, ampak takšno partnerstvo ne možeš konzumirati, ker gre za odnos neenaki. Partnerstvo lahko konzumiraš takrat, da so tvoja sredstva politike lahko primerljiva. In jaz mislim, da mi moramo partnerstva, zavezništva vsekakor iskati znotraj EU in znotraj NATO, ampak znotraj EU, kot veste, obstajajo tudi razna partnerstva, ali so to sever-jug ali vzhod-zahod, in mi moramo tukaj iskati partnerstva z nami primerljivimi. Še vedno je ta prostor Srednje Evrope tisti, kateremu mi nima smisla, da mu ubežimo, da mi temu prostoru pripadamo in s temi državami da delimo mnogo skupnega v okviru EU in NATO. Mimogrede, tudi Hrvaška je članica EU in NATO. Mi bi morali to prepoznati, da je to en temelj, na katerem bi na zdrave politike morali graditi. Mi ne moramo ignorirati tega dejstva, te ravni kohabitacije, bom rekel, da bi zanemarili pomen skupnega članstva v EU in NATO. Seveda pa to partnerstvo lahko pomeni tudi partnerstvo z drugimi nam primerljivimi državami. To vprašanje predpostavljam, da bo zdaj zelo aktualno v razpravah o bodočnosti Evropske unije, kjer se že odslikavajo te razlike v pogledih, v percepciji tega, kaj naj bo bodoča Evropska unija. In jaz mislim, da ne gre to, da govorimo o 27 državih članicah, da moramo mi razmišljati na način, ki bo primerljiv razmišljanju majhnih srednjih držav znotraj Evropske unije. Kajti te majhne države nimajo vse enake skupne interese, ampak je niz skupnih interesov in vsekako tudi vrednot, ki nas lahko vodijo v tesnejše povezovanje. To so lahko tudi nordijske države, tudi Belgije. Prav, prvi krok je nekako za nami, se poraja že kakšno vprašanje. Jaz odpiram bolj za vprašanje, če je kakšno pogumno dvignite roko. Če ne, jaz vam še bilo, ampak bi raje že besedo vam. Ni še, imamo še malo stimulirati, zgleda dobro. Prav, knjigi pravite, da je dejansko spostavitev ITF, torej te mednarodne organizacije za razminiranje, eden najboljših zunanje političnih projektov Slovenije, da je premalo viden, to je nekako implicitno med vrsticami, da smo ga nekako zakrili, zatavšali. Kako se počutite sedaj v 20. obletnici ITF-a, oziroma se vam zdi, da je ta organizacija znotraj slovenske zunanje politike
res zaživela tako, kot bi morala, ali je bolj prepoznala odzven, kot dejansko vzno? Jaz mislim, da beseda zaživela ni najbolj primerna, da označi pomen in domet ITF-a. Mislim, da je ta projekt, vrednost tega projekta je v tem, ne samo, da je zaživel, kar nedvomno je, ampak da je preživel dolgo 20 let. Nobenega, jaz ne spomnim nobenega slovenskega zunanje političnega projekta, ki bi imel tako kilometrino, ki bi se izkazal kot projekt, ki prestane test časa. Takrat, ko smo ITF ustanavljali, seveda nismo vedeli, da bo ta projekt tako uspešen, kljub vsem velikim izzivom. Gospod Cipršek, ki je bil prvi direktor ITF-a, dobro ve, kaj vse je bilo potrebno, da smo to zagnali, ampak brez ene podpore zlasti zunanjega ministrstva in seveda tudi vlada in vseh zunanjih akterjev v tem projektu bi se težko govorili o 20-letnici. Jaz mislim, da ta projekt ima upravičeno oznako najbolj uspešnega zunanje političnega projekta in mislim, da mora tak tudi ostati, kajti to je orodje zunanje politike. To je tisto, kar bogati zunanjo politiko in jo osmisli. Eden od namenov, zakaj sem jaz bolj detaljno popisal ta projekt, je, da sem hotel pokazati, in to je tisto, kar sem prej rekel, da je multilaterala višja raven identifikacije nacionalnega interesa. Multilaterala v tem konkretnem primeru sodelovanja Slovenije, ki je bilo aktivno, neposredno v pripravi Ottawske konvencije o popolni prepovedi proti pehotnih min, ni samo sebi namenjeno. Ono mora biti vedno prevedeno v konkretne zunanje politike. In ustanovitev ITF-a je primer, kako je naša aktivno sodelovanje v enem multilateralnem projektu vodilo k obogatitvi, k konkretizaciji zunanje politike Slovenije. Danes ITF predstavlja sestavni del slovenske zunanje politike. In v tem je umetnost delovanja in izziv delovanja v multilateralne diplomacije. Predstavlja srednji del oziroma pomemben del slovenske zunanje politike, ampak še zmeraj eno vprašanje, zakaj navznoter ta, pravite, uspešen zunanje politični projekt ni bil pripoznan v slovenski javnosti, strokovni, širši in podobno? No, jaz bi sicer si želel, čeprav je bila 20-letnica, mislim, da zelo postojno obeležena in predsedniku države in organizaciji ITF-a. Jaz bi si seveda želel, če se to prevladujoče strinjamo, da je to izjemen zunanji politični projekt, bi si želel videti zunanjega ministra in tako postaviti, da bi se postavil prvo vrsto in tako moramo delati. To je dokaz, da Slovenija zna delati zunanjo politiko, da je lahko to vir zadovoljstva, vir samozavestne, učinkovite, uspešne zunanje politike. Meni je neznano, zakaj tega ne izpostavljamo v večji meri. Veste, to so stvari, ki presežajo posamezne ege, ker kot politiki, tudi zunanje politiki, ne more vsega identificirati z osebami. Važni so procesi, projekti, ki nekako pomenijo nekaj analizo zunanje politiki, ljudem, javnosti. In mislim, da je tu vsekako še nekaj prostora, da bi lahko zunanje ministrstvo, vredno tudi mediji, prav moram reči, da so to 20-letnico odlično pokrili v mojem časovi. Če je ITF zgodba o uspehu v knjigi Vilnensko izjavo, opisujete relativno kot zgodbo o neuspehu oziroma o velik spodroslaju zunanje politike. V vrsticah in med vrsticami nekako pravite, da je takratni zunanji minister že vedel, kakšno odločitev bo sprejel in da jo je želel pokriti soglasjem Vanjske, takrat sedeli na Brdu,
še danes ste kritični do tega postopka, oziroma kako je zadeva bila sprejeta, ampak bolj kot da se je osredotočil na Vilensko izjavo, bi bil malo izzivalen, pa bi zadevo malce aktualiziral. Menite, da je modro, da so države EU ravnale in še ravnajo tako o aktualni britansko-ruski krizi, oziroma, če sem čist direkten, kaj bi storili vi, če bi slovenski zunanji minister v aktualni zgodbi v odnosih Britanije in Rusije? Jaz bi se dovolil sam mogoče eno besedo o Vilenški izjavi. Veste, jaz si pravim nespodobna ponudba. Tu je šlo za primer, ko se je nažalost izkazalo, da je bilo izgrano naše zaupanje. To je v svetu diplomacije seveda nekaj, kar se človek najmanj želel. Res je, da so bile objektivne okoliščine takrat takšne, da tisti, ki je imel težo sprejemanja odločitve, se moral nekako odločiti. Jaz sem seveda še vedno kritičen do tega, ker mislim, da v diplomaciji je veliko situacij takih, kjer se moraš odločiti med načelnostjo in pragmatičnostjo. In obstaja neka meja, kjer seveda načelnost prepustiš pragmatičnosti in obratno. Kaj je ta meja, je stvar okoliščine. Takratne okoliščine so bili take in jaz mislim, da mi je le pomagalo dejstvo, da sem jaz takrat veleposlanik v Združenih narodov. Veste, to je tako, kot to ni dovolj, če bobe ovohate takole na mizi, pa boste vedeli, kaj so to dobre bobe, kjer niso. Bobe morate ovohati v gozdu. Morate videti, kje rastejo, kako rastejo. Da imaš pravi občutek za to, ali je neka goba prava ali ne. Meni je bilo dovolj nekaj tistih seans v varnostnem svetu, ki smo ga vsi bili, da sem začutil, kaj je sanje bogato. In jaz sem nekako tudi intimno čutil, da smo na robu neke prevare, ampak to so čutile velike države, ki so imele veliko več obveščevalnih podatkov. To je svet, bom rekel, je padal iz pankov takrat. Po ulicah je teklo francosko vino, French fries so preimenovali v freedom fry, to svet je ponorel. In zdaj, ali imaš ti kot diplomat to možnost, da se malce iz tega digneš in seveda poskušaš stvari objektivizirati. Tako da meni še danes ni žal, da sem temu nasprotoval. Ali bi kot minister, ki je drugače odločil, mislim, da je zopet diplomacija je vedno pot, kako do nečesa prideš. In jaz pravim, da takrat smo mi dovolili, da nas je zavajal tretjerazredni broker. Mi se nismo pogovarjali o tem z ameriško administracijo. To je neka zgodba, ki jo jaz navajam, pa bolj zato, iz katere se lahko nekaj naučimo. Jaz imam nič te zgodb v knjigi, ampak to je, zame je to poslužilo samo kot okvir, v katerem jaz lahko podam neke svoje refleksije, neke svoje mnenje v ocene. Danes se kar sili ta primerjava, angleško-ruski spor, izgon diplomatov, vsa histerija, ki se okrog tega zganja, ta primerjava z vilenško situacijo se kar samo po sebi postavlja. Težko se izogniti te primerjave, ampak pravim, govorimo o dveh različnih stvareh. Zakaj govorimo o dveh različnih stvareh? Ta debata se je odvijala na svetu Evropske unije. Ta debata se je odvijala med voditelji Evropske unije. In po mojem vedenju je to prvič, iz kakšnih motivov, razlogov, ne vem, zato pa treba imeti nekaj več informacij, verjetno in naši diplomati v Bruslju povedali pojasniti, kako tudi naš premier. Kaj je bil rezultat tega skupnega premisleka? V diplomaciji je pogosto tako, da se sestankov potem vsak vrne z neko lastno interpretacijo, da je precej dvoumnosti pri tem, kaj je bilo predmet dogovora. Ampak tisto, kar sem lahko kot zunanje opazovalec začutil, sem videl, da je to bil en napor prvič, ko se ga jaz spomnim,
da bi ga lahko definirali kot en skupen pogled, če že ne stališča, v okviru skupne zunanje varnostne politike Evropske unije. Zdaj pa, če je temu res tako in če sprejmemo, a ne to predpostavko, da je osnovna strateška usmeritev Slovenije Evropska unija in transatlantsko zavezništvo, potem Slovenija ne bi smela imeti opravičila, da ne prispeva tistega, kar prispeva pri krepitvi neke, pa ne bo še tako pomanjkljiva v tej fazi, neke skupne evropske zunanje politike. Torej, to pomeni, da bi morali temu utripu prisluhniti. Namreč, kaj za mejno državo lahko pomeni, zdaj, če vztraja v nekem stališču, ki je lahko izloči iz prevladujočega okvira zunanje političnega razmišljanja. Pomeni lahko, da je postavljeno obrobje, da postaja nekako brez prijateljev, brez zaveznikov. Mejna država si to ne smeje nikoli privoščiti. Nikoli po definiciji v mednarodnih odnosih ne smeš razvijati odnosov za eno državo na račun odnosov z drugo državo. Ampak zadeva ni tako enostavna. Članice Evropske unije niso enotne. Avstrija je danes ponovila. Jaz sem rekel prevladujoče. To je ni še skupno stališče, ampak je postaja prevladujoče. Jaz vem, nobena stvar ni idealna. Jaz se bojim praktično, da bomo osamljeni z eno ali dve ali tremi državami. Mislim, da za Slovenijo to ni dobro, to ni modro, potencialno, lahko celo škodljivo. Ampak, če se vrnem nazaj. Vilenska izjava je bila pridružitev v prevladujočem toku. Vilenska izjava je nastala v drugem kontekstu. Tam Vilenska izjava, oziroma bolje rečeno, napad na Irak, je predstavil začetek resnega krhanja transatlantskega zavezništva. Tam Evropska unija, mislim, niti slučajno ni pokazala te stopnje enotnosti. Jaz vem, kam ciljate, ampak dejstvo je, da se bo v bodočnosti Evropska unija in njene države članice morale resneje zamisliti, kako okrepiti svojo skupno politiko. Zdaj, če je to na tem primeru, upam, da ne bo kjer letelo okrog, ampak jaz mislim, da imamo diplomatska sredstva, s katerimi bi lahko izkazali svojo privrženost ideji oblikovanja močnejše Evrope. A veste, vse ni nujno, da govorimo o izgonu diplomatov. Diplomatska sredstva so različna. Lahko bi poklicali ruskega veleposlanika, na ministrstvo, lahko bi poklicali našega ambasadorja iz Moskve kot znak nestrinjanja za vzorci obnašanja neke države, ki se deluje. To so vse možni koraki, možni pristopi. Jaz mislim, da bo najslabši tak, ker se bomo mi zakopali v eno stališče, da vse to ni potrebno in da lahko stojimo ob strani kot stranski gledalec. Mi nismo stranski gledalec. Mi smo del tega teatra. In v dobrem in slabem moramo sprejemati te realnosti. Seveda, umetnost, diplomacije in zunanje politike pa je, da prepozna načine, kako to doseči. Jaz pravim, da je slovenska diplomacija delala veliko pravih stvari na nepravi način. To se še vedno ponavlja. Odpiram drugič podij. Je že kakšno vprašanje? Zdravim, gospoda Kirna sem spoznal služeno kot človek, ki se moja politika zgodila, ker ni hotel biti politik. Veliko takih mojih drugih predvojskih kolegov, pa to ni mišljeno pejorativno, ni uvado. In kaj me je navdušilo me je neka lahkotnost. Neka lahkotnost, ampak seveda človek, če ni slep, ve, da to pride iz kilometrine.
tudi, da smem povedati, smo se vse pogovarjali tam. Zdaj sem tako rekel, po 3 letih, 7 mesecih, po 28 dni v politiki se meni vedno bolj zdi, da mi hočemo nekako preplon, kako smo. In to je nek naš ključni problem, ki se mi zdi, da nas razlikuje od nekih primerljivih držav. Zelo zgrito povedno, svet se nikoli ne začne na novo in ni nekako ljudi, ki imajo izkušnje, kako gospa državna sekretarka, kot vlada Čila upokojnika, Bivša, ja. Ampak dobro, v nekih državah te titule še vedno uporabljajo, tudi čez pretenzijo, tudi ukrepi, ko kamere ugasnijo in tudi marsikaj uporabnega pove, da moram nekako reči, da tudi politika, mi pripademo not ali drugače, zelo podcenjujemo po mnenju diplomacije, tudi parlamentarne diplomacije, ki priznam, da je zelo rad del, tudi tisti, ki se zanimljam, da ima neki drugi del mene, ki je mogoče manj burkaški. In neko vprašanje, v tem, ko vas poslušam, pa seveda, kaj nam pa ostane razen različnih nivojev multilaterizma? Zdi, da to bi moral biti nek modus vivendi naše diplomacije, ki se ga prednav zavedamo. Če še dodam, da ne bo predolg, ITF je neka zgodba o uspehu, ki jo vedno ponavljamo, vedno nam jo izpostavijo. Zdaj, v tej luči se mi pojavlja vprašanje, ki ga tudi na vas naslavljam, kaj je bila pa neka druga zgodba o uspehu. Jaz sem že neko bližnico, razvojna pomoč na to, kar se diplomatsko korektno imenuje zakonnika. In končal z nekim primerom, v začetku meseca sem na neki zgodbi v Parizu, kjer se pogovarjam seveda z neko gospo, ki ni ravno moja politična opcija iz Avstrije, ker hitro pridejo do tega, da so oba predsednika skupine prijateljstva s Kosovom. Rekel, cel niz nekih zadev je, ko lahko z nekimi malimi step by step zadevami bolj razumemo multilaterizem, bolj razumemo tudi regijo. Pogosto na polna šali, ko je v bistvu resnici, kar vi diplomati veste, edina stabilna meja, če pogledamo od Slovenije na vzhod, katera prva stabilna meja? Iran, Turčija, začetek 16. stoletja. Skratka, geopolitiki tudi se ne moramo imati. Nekaj v bistvu dve vprašanji, kateri odtenki multilaterizma, kateri bo novo ITF. Seveda, ITF nam je dvakrat mala znarade, to so zvezde, stale, pravilno smo se odzivali. Ale jaz mislim, da ima naša zunanja politika, da ima potencial, da razvija tudi sorodne projekte. Pri tem je treba vedeti, da ni samo inventivnost tista, ki to lahko prenaša, ni sama ideja, vir že uspeha, zato je potrebno imeti neke materialne pogoje in potrebna je neka ustrajnost v delovanju. Mi se, ali smo včasih preveč razdani na različne strani in vsakega pomalo upravljamo, kar seveda narava posla zahteva, ampak na koncu postane tisto, kar je najbolj vidno. Se pravi, da bi skozi to, in zato sem jaz to nekaj teh primerov prikazal ravno z tega vidika, kako lahko ti neke globalne procese izkoristiš za to, da boš s tem obogatil svojo zunanjo politiko. Recimo, jaz sem zelo videl, da so Nizozemci so bili izredno uspešni pri tem. Oni niso se pogajali tudi o ciljih tisočletja, o zmanjšanju izpustov, kako, veste, zaradi akademskih razlogov. Oni so vedno to prevajali na konkretni teren, konkretnih interesov. Oni imajo največ, mislim, da krav na svetu, na per capita, in veliko obiljnega dioksida zraka. In oni so sodelovali v teh multilateralnih procesih zato, da se to
lahko seveda vpliva na oblikovanje nekih rešitev, ki so bile skladne s tistim, kar je tudi v bistvu poganjalo njihovo ekonomijo. Jaz se strinjam, razvojna pomoč je lahko tudi en vir take vidljivosti. Ampak nisem pripričan, da imamo mi zadost moči finančne, se pravi, da bi se moral bolj trajno in osko usmeriti na neki držav, kjer potem lahko ti ustvarjaš dodano vrednost. Vedno je dodana vrednost tisto, kar ti pritegne neko pozornost, a ne v mednarodnem okolju. In vedno je tisto, kar predstavlja, da ti neki eno breme tudi, a ne, so odgovornosti lahko prispevaš, ne, da je to tisto, kar je cenjeno in spoštovano. Kaj konkretno bi lahko to bilo, to je stvar seveda debata, ampak jaz mislim, da slovenska diplomacija bi morala tako razmišljati, kaj je tisto, kar lahko ovrednotiš v mednarodni politiki, kar tudi drugi lahko ocenijo kot tvoj dragocen, nesebičen prispevek k temu, kar predstavlja globalno dobro. Še kakšno vprašanje za ene? Ni? Še ni? Spet jaz na vrsti. Vprašanje je eno bolj slavnih, kaj narečem, epizod slovenske diplomacije, poleg osamosvojitve se imenuje tako imenovana afera Washingtonska depeša. Leta 2008, januarja, se zgodi nekaj, kar se po vašem mnenju ne bi smelo zgoditi. Zgodi se velik političen zdrs slovenske diplomacije, večinoma to pripišete površnosti. Moje vprašanje je bilo kot to, kaj se je zgodilo, ker tega verjetno ne bomo nikoli zares raziskali, oziroma raziskati. Je dejansko, je ta afera, oziroma ta zdrs pustil radikalne posledice v slovenski diplomacije. Včasih se mi zdi, da postajamo rahlo paranoični, da so že depeše, v katerih naročamo lepilni trak označene z oznako interno. Skratka, kaj je po vašem mnenju tisto, kar je posledica Washingtonske depeše oziroma tega zgodstva, ki se zgodi januarja 2008? Jaz mislim, da smo to Washingtonsko depešo že preboleli, da ni prinesla nekih globnih pretresov v slovensko politiko, tudi na diplomacijo. Jaz sem jo knjigo bolj vključil zaradi drugega razloga, zato, da opišem na diplomatske postopke po enem vprašanju, ki pa je lahko pomembno, a ne? No in tukaj je prišlo do serije nekih napak, napačnih pristopov, ki so vodile k temu, da seveda so podrivali tudi slovensko Kje so se te napake začenjale? Začenjale so se v tem, da smo mi načrtovali obisk en dan pred največjim praznikom, pred Božičem. To mi se tudi Američanom presenetilo, ampak veste, človek je že malo popuščen. Ko vodiš razgovor, ne moraš biti polni pozornosti. Jaz pa mislim, da takrat vse pozornost slovenskih diplomatov tam ni bila več tako polna, kar bi moralo biti. Drugič, ko greš ti v pogovor o zahtevni problematiki, moraš dobro naštudirati sogovornika. Jaz tega sogovornika iz Washingtonske depeše dobro poznam in sem tudi z njim kasneje delal. Ta sogovornik bi si zaslužil, da ga skeniraš detaljno, a ne, kaj so njegova stališča in predvsem kako on deluje. Namreč skozi to Washingtonsko depešo, skozi zapis se je izkazalo, da je on bil zelo sugestiven. In seveda, če ti oceniš nekoga, da je zelo arogantno, sugestiven v tem svojem izvajanju, potem moraš pripraviti, se moraš pripraviti za takšni pogovor, da mu lahko pariraš za protiargumenti, a ne za argumentacijo, da uravnaš tok razprave, vedno je treba v diplomaciji uravnati tok razprave. In ta Washingtonska depeša, so tretje stvari pozgledalo, da so naši ljudje šli tja in so samo poslušali. Kar seveda vemo, da ni res. To so konsultacije, kjer si izmenjuješ, je to dvosmerna komunikacija, depeša pa je bila napisana na način, kot da so nam Američani nalagali, kaj ne storimo,
Zdaj, ko prišel v javnosti, se reče, pa si ta slovenska diplomacija nič ne zna. Kar seveda ni res, ne. To je en default, seveda, pri tehniki pisanja depeša je treba pri tako zahtevnih pogovorih sebinskih vedno tudi povedati, kaj je naša stran povedala. Zaradi, ne samo zaradi predpostavke, če bo to prišlo v javnosti, ampak zaradi, če drugega ne, zaradi tega, če bo 10 let nekdo bral to depešo, ja, mora vedeti, kaj so ta slovenska stališča. Četrta napaka je bila ta, ki mu je potrovalo to predpraznično vzdušje, si lahko kar mislim, se zvečer ob 7 končajo pogovori, tudi Američani in slovenski diplomati so brzeli na dopuste, velika noč, ljubi se Božič. In seveda v tej naglici je nekdo, zame ni pomembno sicer kdo, ampak ambasador je vedno odgovoren za to. On je odgovoren to, kakšno stopno vrednosti danih depeši. Če ne on, potem ga delegira. To so bile okoliščine, vidite. Ampak to dejstvo je seveda omogočilo, pa največji zdrs, ki se je pa zgodil doma. Ta zdrs pa je zopet ena lekcija, ker mislim, da je posledica politizacije zunanjega ministrstva. Ker vi imate že dolgo časa zunanje ministrstvo, bom rekel, ljudi na čakanju pravilne opcije in seveda, ministrstvo je nažalost prestreljeno preveč s tem, in nekdo je očitno želel nekomu delati službo. Vsa gonja, ki se je potem delala, vem, da je bila malo pretirana, ampak seveda to je bila ena zelo neprijetna epizoda in ni morala izbrisati seveda dejstva, da je ta pomanjkljivost rezultirala iz nekega stanja v zunanjem ministrstvu, da je nekdo to skopiral in predal osebi, ki bi ga pooblaščena. Veste, zdaj, to je tu stvar zaupnosti, to je tu stvar profesionalnosti diplomatov. Jaz ne bom nikoli zanikal svojih prvih izkušenj jugoslovanske diplomacije. In ko sem bil prvič v tujini, sej knjigi tudi to opisuje, kad je bil v Kurmi Lalo Šestan, Slovenci bil diplomat. In on me nekega dne pelil ven na vrt, izven ambasade, na vrt se je, kako bomo zdaj, rožce gledali. Pelil me na vrt, ne, je rekel, veš, stene malo šesa. In seveda mi je naložil stvari, ne, za katere je on ocenil, da bi jih moral v zaupnem pogovoru. In to je seveda na štiri reči. Torej, zaupnost mora biti v srži dela vsakega profesionalnega diplomata. In to je bila ena napaka, ki je odražala seveda neprofesionalnost. Z tega vidika to ni oprostljivo. Nihče, ki želi graditi diplomatsko kariero, se takega zdrsa ne bi smel privoščiti. Pa jaz ne bi to bil. Ampak tako rečem, nihče si to ne bi smel dovoliti. Iz kakršnih koli zvibov in nagibov. Kakšno vprašanje? Dotaknimo se še morda zadnjega obdobja vašega službovanja, ki se najprej Washington in potem še Haga. Dejstvo je, da pač v letu 2020 ni bilo nobenega visokega, res visokega obiska v Washingtonu, mislim, da je predsednik vlade takrat 20 na zadnje. 12, potem pa 7 let. Bom izkoristil eno izjavo predsednika državnega zbora, ker ga imamo tukaj intervju za večer, je napisal, da je nekdo pozabil balansirati slovensko zunanjo politiko. Pa še vaše mnenje o tej izjavi, pa v tem mesecu, če to dejstvo došlo. To je prvovrstna diplomatska izjava, ki odraža seveda resnost nekega problema. Veste, jezik diplomacije, njegova lepota je prav v tem, da z malo besedami lahko veliko pove. Nažalost pa je tako, da moramo včasih nekom nekaj bolj neposredno povedati. In jaz bi si zdaj preočil, da nisem nešel v aktivni službi, da bi te stvari poimenoval na malce preprostejši način. Dejstvo, da ni bilo zadnjih 6-7 let nobenega visokega politika v Washingtonu, je nerazumljivo, je nesprejemljivo, je napačno in je potencialno in realno
bilo škodljivo za interese Slovenije. Torej, a je to šlo za splet okoliščin? Jaz, za tisti čas, ko sem jaz bil v Washingtonu, ni šlo za splet okoliščin. To je šlo za izogibanje pomembne prestolnice svetovne. In se lahko mislimo o Ameriki krsično, ampak realna politika nas vodi po premisleku, da mi moramo zahtevati neke danosti v svetu. Tudi dan danes, tudi če se ne strinjamo s politiko te administracije, ki jo vodi Donald Trump, nikakršni meri ne zmanjšuje pomena te države, ki jo tako. Torej, v bistvu vsake diplomacije je, da ohranja, razvija kontinuiteto dobrih odnosov. Dejstvo, da smo mi to zanemarili, torej 7 let govori o neodgovornih zunanjih politikah. To je to. To je direktno za diplomata. Zdaj si lahko prvo. Prav. Vprašanje je Litovški. No, ampak mimo grede, no, da bom razkrival za peš, ne? Ampak jaz sem, verjemite, položil veliko napora in pisanja v to, da bi prepričal z argumenti, ampak veste, v diplomaciji je tako, in jaz od tega zavedam, jaz vem, da sem bil neuspešen, kajti v diplomaciji ni dovolj, da imaš dober argument. Uspešna diplomacija je šele takrat, kada si ti uspel s svojim argumentom sogovornika prepričati, to je razlame. Zato pravim, da nisem bil uspešen, ker jaz zunanjega ministra očitno nisem uspel prepričati s svojim argumentom. A to se tudi rešil označeno, da še tako znako, da bi se še zunili. Prav, še kakšno vprašanje iz publike? Izvolite. Bom, jaz sem počasen, Ilka Cigler. Jaz sem počasen bral, sem pa moram priznati, da sem tvojo knjigo roman prebral v enem dahu. In bolj kot sem jo bral, bolj se mi je nekako porajala misel, kako pravšen naslov ima v službi diplomacije. Danes nam se kar nekaj tukaj, ki smo penzioneri in smo dobršen del svojega delovnega veka ali pa celega preživeli, kar navadno rečemo v diplomatski službi. Ampak samo nekateri so v tej diplomatski službi dejansko bili tudi v službi diplomacije. Namreč, jaz sem razumel to knjigo v tem smislu, da ne glede na to, kje si, kaj delaš, na katerem položaju, v kakšni strukturi, ali je to bilateralna, ali je multilateralna, ali je to domača služba, ali je to zunanja služba, vsak diplomat, če je pravga kova, je majhen zunanji minister. Lahko v okviru tistega svojega delovnega področja aktivno, kreativno prispeva k formuliranju in izvajanju zunanje politike. In zdi se mi, da je tvoja knjiga od prvega dela pa do konca krasna ilustracija tega principa, ki se mi zdi, da smo ga v zunanjem ministrstvu v teh letih nekako v generacijah diplomatov, ki zdaj prihajajo, izgubili. Da ni tako prisoten, kot se mi zdi, da je to bil v generaciji, ki je v penziji ali pa ki odhaja iz aktivne službe. To je bil komentar. Moje vprašanje se pa zdaj veže na to, kar si že govoril. Zadnji del tvoje knjige si mi zdi, da je neke vrste političen manifest, zunanje političen manifest. Prihajamo v čas pred volitvami. Jaz sem pred kratkim nekje napisal, da slovenska zunanja politika in diplomacija nikoli ni bila nek posebno pomemben element slovenske
slovenskih predvolilnih razmišljanj, pa me zanima, kaj bi ti zdaj v tej novi funkciji in s to izkušnjo položil kot prioritete slovenske zunanje politike v tem naslednji politični sestavi, kakršnakoli že bo. Hvala. Prvič, da bomo si na jasnem. Knjiga je nastala in bila dokončana, a ne, še predno se je razpotnela, a ne, tukaj je predvolilna kampanja. Drugič, ta zaključek, ki ga po laskav imenuješ, ni bil načrtno narejen, ampak me je vodilo pač k temu, ne, metodološkemu pristopu, da na koncu moram nekaj povedati, ne, nekaj zaključiti. In potem se mi zdaj še najbolj logično, da če sem že vse te etape, ne, dolgoletne, 40-letne karijere, po s kritičnim očesom opazoval in ocenjeval, da na konc pa ponudim na razmislek, ki vsekako ni celovit. Ampak vseeno razmislek, kakšna pa bi naša zunanja politika morala biti. Zdaj, središčna točka, ne, tega pa je v eni ugotovitvi, kdaj je naša zunanja politika postala neambiciozna, brez obraza, brez ambicije, neučinkovita, ne vem, kakšni potem, ki ne jo oddam. To je bilo, sej jaz bi si želel ene izjivne debate o tem, če bo kdo nadopiskovalci to me izval, ampak jaz sem to videl v obdobju, ko smo v 2004, 2008, ko smo postali članica EU in NATO. Ampak iz ene ideološke premise, ne, in to je tisto, kar zmanjšuje to ambicijo, državotvornost slovenske zunanje politike, da smo mi članstvo v teh integracijah zdaj razumeli kot neko safety net, neko varnostno mrežo, kjer bomo zdaj mi lahko mirno, a ne v svoji dolini šentflorijanski živeli in da bo v bistvu nekdo drugi skrbel za naše interese, za naše dobrobit, za naše varnost. To je malo v neko sokove kri, je malo tej slovenski diplomaciji, da bi lahko bila v svetu bolj prodorna in bolj učinkovita. Zato je tudi moj zaključek tak, da mi moramo opolnomočiti diplomate, vsak diplomat ima potencial, da deluje dejansko kreativno v interesu države. Smo v službi diplomacije, smo dejansko v službi države. Diplomati imajo neizmerno polje teh priložnosti in te energije je treba sprostiti. Nažalost so diplomati pogosto preveč enostavno birokrati, tudi sistemi tako utesnuje v birokratske vzorce obnašanja, kjer reče, da gre ob 4 ali 5 popoldne domov in pač vmes ga nič ne zanima. Ne. Jaz pravim, to sem tudi videl v Belgradu. In kje gorijo dolgo noč teči, kaj pomeni to? To je prispodoba, ali ti delaš z eno memo na projektih, na vprašanjih, kjer se ti ne vprašaš, kot je ura. Ampak kaj boš naredil, da boš nekaj prispeval k temu, kar je tvoje poslanstvo? Seveda, polnomočenje diplomatov, ampak hkrati polno odgovornost diplomatov, seveda je pa dejansko tudi sam, ne spravim, da je diplomacija v slabi kondiciji, ampak kadrovsko pohranjena, sistemsko in konceptualno podcenjena. Mi bi morali kot državotvornem resorju diplomaciji vrniti večji status in večji ugled. In zdaj to se začne seveda pri volitvah, to se začne pri volilnih programih. Če niti stranke
ne opazijo potrebe, da primerno ovrednotijo zunanje politične resorje. Jaz bom pred tem polne meri podporil tudi druga dva državotvorna resorja. Države ni brez državotvornih resorjev. Mi lahko rečemo, da so organi prisile, vojska, policija, ampak države ni. In nam vsem jasno, da bomo svojo državo in zato svojo državo moramo mi sami skrbeti. In mi smo se v določenem trenutku odločili, kaj bo zdaj tisto. To bo dan skupnost. Mi smo išli iz Jugoslovanske federacije. In mi lahko kakšne zgodbe, nauke povemo, tudi evropejskim politikom, kaj pomeni živeti v njih federaciji. Mi moramo nekaj tudi te Evropske unije igrati, ali bo šlo pod federacija, ne, jaz mislim, da tega te dolgo ne bomo videli, ampak vseeno Evropo vsi izgrajujemo in dejstvo, da so mi članica Evropske unije in članica transatlantskega zavezništva, to določa osnovni smisel našega zunanje političnega delovanja. Če se tega v polni meri ne zavedamo, jaz pravim kritično, da mi smo nekredibilni partner v NATO. Mi smo kar pozabili, da smo se mi z referendum odločili za to. A zdaj pa ne bi to, pa ne bi vojske, pa ne vem. Veste, ti, ki imaš enkrat državo, če smo se odločili, da imamo državo, pa to ni pionirska ekspedicija, to je zgodovinska odločitev in ti moraš imeti mehanizme, kako boš to državo ohranil v življenju, kako boš naredil varno in kako boš naredil prijetno, da so tvoji državljani. Osnovna odgovornost za to je na slovenski politiki, ne na bruselski, na slovenski. In slovenska politika se mora zavedati pomena teh resorjev. To ne pomeni zdaj, da bi se bilo strašno, zdaj pa terate več denarja. To kot na šolstvo ne gre samo za više plače, gre za status, ugled tisti, ki so v šolstvu. V zunanji politiki bi morala politika delovati bolj jasno v smeri ovrednotenja tega državotvornega resorja. Tako pa, kot veste, je veliko stereotipov, ne samo v mediji, v politiki, med poslanci. In tudi ta knjiga moja je namenjena temu, da malo razgrne, kaj je zdaj ta obseg te diplomatske aktivnosti, ki se odvija v različnem času, v različnem prostoru in kako to počenjamo, da je to početje ne zaradi Rožeta Francija, da fan služita nekaj v tujini, veste. Jaz sem rekel, v Pragi smo mi prvič izali vsi skupaj. Diplomacija pomeni veliko odrekanja. Veliko odrekanja. To ni zdaj bil odhod v nuji. No, ne, to je bil odhod v tujino, je izraz idealizma, ker želiš nekaj delati, ko čutiš, da je tvoje poslanstvo. Tako da mislim, da se moramo mi vrniti k nekim osnovam. Zdaj, ali to pomeni resetiranje, kaj ne vem, ne bi se s tem ukvarjal, ampak dejansko, včasih moramo zastati, malo premisliti, ko gre za Evropsko unijo, mislim, da moramo, če treba korak nazaj narediti, boš naredil 2 koraka naprej. Ampak slovenska politika nosi sama to odgovornost, da v takem obkroženju, kakršno je, naredi Slovenijo varno in prosperitetno za vse njene državljane. To je ogromna naloga, ki je treba biti. Tega ne smemo nikoli podcenjevati. Še kakšno vprašanje na tej točki? Rekel prav, nekaj očitka še slovenske tiskovne agencije, sem nazune, malo smo omenili tudi mediji. Pa bom še jaz rekel, da se vprašal, kako vi gledate, da bom tako začel. Mi na tej medijski strani včasih gledamo slovensko diplomacijo predvsej počasno. Recimo, to se tudi zdaj izkazalo v tem primeru te diplomatske pobude za izbor ruskih diplomatov. Evropski svet se je odločil v petek, po ponedeljek je prišlo do prvega vala odločitev evropskih držav, niste še kaj odločili. Ne vemo, kaj bi. Kako vi gledate v bistvu na vlogo slovenske diplomacije pri sprejemanju hitrih odločitev?
v tem zelo dinamičnem svetu, ne skušimo dostkrat pobude in politike in diplomatov in vse, da se moramo hitro odzivati, hitro reagirati. Mi, kot Slovenija, vse problem, da to se odzivamo dostikrat samo, sledimo drugim, ker nimamo oblikovanja nekih stališča. Pa se mi zdi, da se zmeraj samo odzivamo na neke pobude, nimamo lastne. Kako vi gledate na ta proces kot diplomat, kako je se tempo, ki smo mu bili priča, recimo pred 40 leti, ki smo začeli v diplomaciji, kako se je spremenil zdaj, v zadnjih letih. Plus še eno dodatno vprašanje, rekli ste, da je slovenska diplomacija podhranjena, podcenjena, mogoče se lahko strinjamo. No, vseeno, recimo, če se primerjamo malo s Hrvaško. Kako je lahko hrvaška diplomacija nas kot slovensko diplomacijo prehitela znotraj Evropske unije? Kako to ocenjujete? Jaz mislim, tu nekako ocenjujemo, da imajo večji dostop do večji vpliv v Evropski uniji, kot ga imamo pa mi, pa smo tam praktično 10 let dlje. Ja, to je cel spekter vprašanja, ki odraža stanje in perspektive slovenske diplomacije. Veste, ampak je treba jedno izhodišče. Zdaj, če je zunanja politika neke države, če je jasna, če so strateške usmeritve jasne, če so ti mejniki razločno postavljeni, da seveda njeni izvajalci vedo, v kateri smeri delovati, je lažje. Če imate diplomatski aparat, ki dejansko potem deluje strokovno, profesionalno, da lahko seveda privede do pravih rešitev, hitrih rešitev, potem je to bolje. Če imate doma sistem, a ne vključno in predvsem seveda z zunanjim ministrom, ki daje pečat, a ne, in predstavlja vzor vsem ostalim diplomatom in odreja smer in hitrost delovanja, potem je vse to lažje. Jaz pravim, da tam se začne. Veste, jaz sem videl v svoji karieri kar nekaj izjemnih ministrov. Jaz se spomnim, da smo tudi ITR delali pa človekovo varnost, sta bila kanadski minister Lloyd Excelsior. Pa Knut Vollebæk, torej, poslušajte, to sta bila politika ministra, ampak kakšna motivacija, kakšna zagnanost, kakšna strokovnost. Zunanji minister mora biti v 3 funkcijah, mora biti v funkciji člana vlade, on je tam, ki brani resor z vso svojo integriteto in vplivom. Mora biti prvi diplomat, ker sem rekel, da mora biti izkazovati največjo prodornost in izkušnjo. Če jo nima, se jo mora naučiti. Verjetno je Excelsior tudi ni imel, ampak ker je postal zunanji minister, je to z neverjetnim žarom to počenjal in preprečljivostjo. In tretjič, zunanji minister mora biti, seveda, kot rečemo, CEO. On je šef, on je generalni direktor v hiši. On ne more kar delegirati, da bojo drugi neki počeli. On mora dati osnovni tempo, osnovni stvaritev. Če vse te stvari niso postavljene na pravo mesto, potem se to na koncu potem to izraža v neučinkoviti, slabotni zunanji politiki. Naša zunanja politika je vse preveč podvržena seveda vplivom notranje politike, čeprav vsi vemo, da je notranja politika pač to nadaljevanje zunanje, ampak pri nas je ta vpliv notranje politike prevelik. Mi smo izgubili,
verjetno ambicijo, da je ta naša diplomacija profesionalna, ki bi bila kredibilno upoštevana, ki bi bila restalno sposobna tudi hitrih odločitev. Zato morajo vsi podsistemi morajo funkcionirati. Vsi podsistemi. Danes je ta struktura nažalost narušena. Ne? In jaz mislim, da na hitro rečeno je to eden od razlogov, zakaj je navzven videti, da je hrvaška diplomacija uspešnejša. Jaz sem imel priliko dosti hrvaških diplomatov spoznati in z njimi tudi sodelovati. In moram reči, da pri njih je bilo nekaj opazil, da imajo, bom rekel, jasne instrukcije od doma, jasne orientere in da so od njih zahtevali polno angažiranje. Znanje je prisotno, je imenentno, energija je, ampak to moraš sprostiti. In če začneš s tem, da bom rekel, da politika v svojih najvišjih, bom rekel, ravneh podcenjuje pomen tega orožja, ki ga ima država kot diplomacija, potem se nekako to odraža na neko mlastnost, na neko zmanjšano učinkovitost. Ne vem, kaj bi lahko temu dodal, to so stvari, ki se dajo popraviti, ampak ne na kratek rok. Jaz se tega navedam, ne na kratek rok. Ampak moramo prijeti k izhodiščem, in to je tisto, če imamo svojo državo, osnovno poslanstvo diplomacije je delovanje v interesu države. Vsaka država, mehna velika, ima svoje interese. In česar bogokletnega ni to priznati in opremiti diplomacijo za to, da te svoje interese uresničuje. Vsak dan, vsakem prostoru. To je njeno osnovno poslanstvo. Prav, še kakšno vprašanje? Če ni, ker se bližamo včasih koncu, morda za zaključek kakšna anekdota z 40-letnega diplomatskega delovanja. Da bolj bi rekel človek prešeren zaključek. Lahko tudi dve. To čakam. Ja. To je najtežje vprašanje, ker jaz sem gledal diplomacijo vedno skozi take mogoče preresne oči. Ampak, če bi anekdoto poremeral v zgode pa ne zgode, tega pa je ogromno. Jaz eno začenjam tu z našo potjo, prvo potjo v Budno, ker smo, a se misliš še, da vsi smo bili Boga boječe in gremo v širni svet na en velik Boeing, mislim, da je bil to HLM, da aviona še nisem videl, na dolgo pot. To je bilo potovanje, to je bilo nekaj neverjetnega. In tam mi smo potovali za ten, v Bankovsko stankom v Dubaju. In tam pred nami je sedel možak srednjih let, poslovno še mora biti, ki je vredno dotrujen se zadremal, in mi smo šli lepo se sporovali, da tukaj je vrni in prijemo nazaj, avion začenje pogajanja stroje, on se je oči pomala in pogleda in prav, čakajte, jaz pa moram iti ven, In je zaspal eno postajo, na transatlantskem letu, lepo izstopil šele v Bangkoku. To se ide, to se ne dogaja samo na vlaku, na dolgih poletih. Moja soproga je imela veliko izkušnje, z raznimi večerjami. Veste, diplomatske večerje zbirajo zelo tam zelo enostavno, vse funkcionira. Ampak jaz sem že videl, ko smo bili enkrat v Katmanduju, da boš pa da veš v kuhno, tam je to popoln kaos. In se je seveda dogaja, da je bilo število dosta večje, kot pa je, in pa smo toliko zreskov, toliko tega, In pol
pravi, pride noter, žena pravi, vas sta reč, kaj bomo zdaj nas? Restorante, nekaj na krožnik, ne? Eno srednjo zvezka. In potem so bratsko razdelili zvezke, ne? Mislim, da je bilo tako, ne? Da je zvezka razdelila, ne? To, da je vsak nekaj dobil. Enkrat smo bili pa veliki zagati, ne? In zdaj, ja, tega, to je bila pa taka neprijetna. V Washingtonu, ne? Smo imeli pomembne goste, v Washingtonu so vedno goste pomembni, ne? In mi smo povabili tudi Harriet Fulbright. Ono, ki smo na nagrado, ki je dobil Slovenija, ima visoko, poleg Fulbright. In se jim pa je bomo povabili, ne večer, med drugimi znanimi gosti. Potem pa zadnji dan kliče, ne, prav, ne bom mogla priti, ampak bom nekoga postavil, ne. Mojega namestnika, kaj. Jaz nekaj prav, ne, da bo došel, ne. In ta pride v spremstvu z eno, ne vem, če je partnerca, prijateljica, ampak je že imela par kozarcev. In potem prej sem videl, že 3 pobrala pred večerjo. Meni je začel pot teč, ne, ker nismo vedeli, kaj je bilo, ne, to je zelo neprijetno, ne, ker je seveda, ni restauracija, da ti nekoga vam vržeš, ne. In potem je se proba, ki je malo pokonc držala in na strani. Od ostalih gostov, da nam njih seveda pokvarila, ne, cele večerje, ne. Ker, veste, večerje lahko pokvari nekdo, ki govori nekontrolirano, ki se ne obnaša, tako kot je pričakovano, in se sorte ljudi srežeš v svetu, veste, se sorte, ne. Tako da, ja, teh zgodb je precej, ampak seveda, po svoje je tudi zanimiva ta zgodba s Hagom, ne, kako je pa res naključje, ne, da se je tako pomembni zunanje ključni temi, ne, to besledno na tisti dan, zadnji dan, to je bil moj zadnji dan v službi, to opolnomočenje veleposlanik, to sem celo zunanje bistvo vprašal, pa sem še opolnomočil, ker jaz bi šel škozi zutri, ne, sem šel pa zvečer. In meni pa prenehal s tistim dnevom, je prenehal mandat. Daj prenehal, zjutraj ali večer. Naša prava služba ni znala odgovoriti. Jaz sem jih sicer malo izsilil, ampak dejansko, če bi jaz moral tega nekaj podpisati, ne, nisem bil sigurno, a sem imel polnomoče, ker odločba predsednika države, ker sila s tem, ne niste razrešeni, torej kaj sem zdaj. Moral sem pa biti tam, ne, ker je to bil zadnji dan mojega veleposlanika in pa tudi zadnji dan moje karijere. To si bom seveda, ne, zapisal. A mogoče še en datum je zanimiv, ne, vse posledno govoril, da sem se zmotil za 2 dni v knjigi. V New Yorku, ne, smo imeli večerjo, ne, ampak sreč, ne, mi si diplomati si pišemo, ne, imamo posebno knjigo, ki pišeš, večerja ta pa se dosti to pišejo, ne. In pa sem to preveril, dejansko. No, pa moram še priznati, ker je Rupel večkrat pisal, zdaj je že napad na Irak, je bil 20. marc, in to moram pa res preveriti moje številke. Nam se je namreč zgodil 19. marca, zaradi časovne razlike, ne. No, pa kaj bo takrat? Mi smo imeli v New Yorku rezidenčeno večerjo, a ne, to je za 14 dni tam, ne. In potem, ko smo servirali že sladico in kavo, ne, a ne, začejo telefoni zvoniti. Amerika napadla Irak. Torej, to je bilo zanimivo videti, ne, reakcija, ne, seveda bi bilo žena obličala, da se ima še dogovarjala. Ampak med temi gosti jih je bilo kar nekaj, ki so večajnice varnostnega sveta, ne. Tisti so najprej šli, ne, ker seveda to je bila novica leta, ne, in jaz spremljam dodelo, kaj se dogaja, ne. Tako da nam je to, no, srečno ni poplavilo večerje, ker če bi Američani bili prej napadli, mislim, da je čisto sredske vrlo skupine.
Prav, samo eno vprašanje še z osebnega, kako ne rečemo na dovednosti. Rekli minister Galic sem vso naučil da se ga dražno prostopo. Se ni treba odločiti. Torej, res je, da sem razrešen formalnih vezi, zdaj kot upokojenec, ampak vseeno, take stvari moraš še malo počakati, moraš še malo počakati, prejšnji čas in boš pa drugo priložnost, da čas je daljšo o tem. Res pa je to, kar sem prej to metaforo s gozdom in govorom povedal, a veste, dobesedno, v vsaki sferi življenja, da diplomatskem je enako, če si ti na licu mesta, če ti gledaš človeka, bodi language, kot rečemo, a veste, en kip, ena misel, ena beseda, kaj še dostave, bi lahko več pove, kot pa ne vem kakšna depeša, ne vem kaj. Torej, zame je bilo poučno tudi to, ko sem gledal, kako se je sprejelo na arbitražno področje. Ampak to zdaj Prav, na tej točki bi jaz pogovor z veleposlanikom Kirnom zaključil, morda bi povzel nekaj misli, ki se mi zdijo pomembne. Ena je dejansko, da si partnerje mednarodne skupnosti nekako ne moreš klasično izbirati, ampak so ti nekako ali tako ali drugače obsojeni. Druga je, tam je zelo všeč, da sem zelo zapomnil, da je napaka slovenske zunanje politike predvsem v tem, da vemo, kaj in česa nočemo, ne pa to, kaj hočemo. Da je dosežek ITF-a ne to, da je zaživel, ampak to, da je preživel 20 let. In morda glede na to, da ste zaprisežen multilateralec, da je multilateralizem v narodni skupnosti višja raven identifikacije nacionalnih interesov, kar pa kot glavni napotek slovensko zunanjo politiko povzemam je, da v diplomaciji obstaja seveda meja, ko načelnost prepustiš pragmatičnosti in meja, ko pragmatičnost prepustiš načelnosti. Na tej točki bi se jaz veleposlaniku Kirnu za zelo zanimiv večer zahvalil bi se, ker je napisal to knjigo. Vas pa vse povabo, da se ustavite malo pred dverju. Ni sicer to diplomatski večer, torej ni alkohol, holesterol in protokol, je samo nekaj soka za osvežitev in kakšen sveže pečen rogliček, tako da izvolite in se še malo podružimo. Hvala za lepo večer.